Velenju so prižgali praznično razsvetljavo. Predstavniki strank in civilnih iniciativ predstavili argumente proti izgradnji celjske viseče brvi. Luka Goršek in Martina Strniša, celjska kandidata socialnih demokratov na prihodnjih državnozborskih volitvah. Rogaška je po 6 letih in pol spet izgubila v Hruševcu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Konec tedna so tudi v Velenju prižgali praznično razsvetljavo. Večje prireditve s koncertom sicer letos, čeprav so sprva načrtovali nastop Ines Erbus in Davida Amara, zaradi epidemioloških razmer in ukrepov niso pripravili. So pa na Titovem trgu postavili enodnevni praznični sejem. Letos so prvič okrasili tudi nekatere nove lokacije, med njimi prenovljen trg v Starem Velenju in park Vista ob Velenskem jezeru. 5, 4, 3, 2, 1. Takole so v Velenju v petek točno ob 18. prižgali 37 tisoč lučk na 20 metrov visoki novoletni jelki, ki krasi Titov trg. Praznične luči po mestu so sicer prižgali že uro prej. Tudi simbolično na Mednarodni dan invalidov, na del kulturnega praznika, ki ga imamo tudi na današnji dan, konec koncev se je dr. France Prešeren rodil ravno na današnji dan. Imeli smo sprejem za prostovoljce in s tem smo tudi na simbolni ravni pokazali to srčnost, to dodano vrednost in dobrino, ki jo imamo v Velenju, da je pravzaprav to dober uvod tudi v praznični december, ki je seveda nabit s čustvi, sploh v teh časih, ko pravzaprav je vsak naslednji dan zelo negotov. Zato se mi zdi prav, da smo seveda tudi v letošnjem letu poskrbeli za to, da smo mestno središče razsvetlili, da smo tudi nekatere dele, ki v preteklosti niso imele svoje razsvetljave, da smo letos to razsvetljavo tja namenili. Tudi letos so okrasili ulične svetilke in drevesa, postavili svetlobne skulpture in druge svetlobne elemente. V prazničnih lučkah je zažarel tudi nov prireditveni prostor ob Velenskem jezeru. Smo oživeli tudi Belo deželo ob Domu kulture Velenje in praznični gozdiček pred samo stavbo. Za najmlajše pa smo postavili prav posebno raziskovalno pot, palčki iskalčki, kjer bodo nedobudneži iskali te dobrote oziroma človeške vrednote, ki jih tako nekako iščemo, pogrešamo v teh zadnjih letih čudnega obdobja, s katerim se soočamo. Ob sprehodu po praznično razsvetljenem Velenju so se obiskovalci lahko ustavili tudi na božično-novoletnem sejmu. Preko 30 razstavljavcev je ponujalo izdelke domače obrti, praznične dobrote in drobna darila. Se mi zdi pa, da je tale sejem zelo dobra iztočnica, da je bila ta odločitev pravšnja, konec koncev je tukaj kar nekaj ponudnikov in bo potrebno to sejemsko dejavnost tudi v prihodnje na osnovi tega seveda še razvijati tudi v mestni občini Velenje. Jaz upam, da bodo seveda ti obrtniki ali pa ti, ki ponujajo svoje storitve in izdelke, zadovoljni in da bomo, tako kot sem dejal, v prihodnosti seveda čim prej, brez teh omejitev, še bolj sproščeno, še bolj številčno in toliko bolj čustveno in lepo. Posebno presenečenje v teh dneh čaka tudi obiskovalce okoliških hribov in parkov. To je za tiste, ki ljubijo naravo in se sprehajajo še v okolici Velenja na 10 lokacijah, tako na vrhovih, kot ob jezerih, kot v parkih. Pripravljamo presenečenja. To so take ekološke smrečice z prazničnimi željami, za glasbeno popotnico, ki bodo presenetile sprehajalce v naravi. Festival Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline pa tudi drugi zavodi in društva so za praznični december pripravili številne dogodke in aktivnosti. Če bo le mogoče, bodo v Velenju izpeljali tudi silvestrovanje za otroke in tradicionalno silvestrovanje na prostem. Zaenkrat seveda predvidevamo te dogodke, kot da je normalno stanje, čeprav vemo, da tega normalnega stanja ni. Sproti se bomo odločevali, kako in kaj, tako da je najboljše, da pravzaprav vsi, ki želijo obiskati kakšen dogodek, spremljajo javna občila, kjer bomo sproti seznanjali jih, kaj in v kakšni obliki, če sploh
se bo dogajalo. Želimo si seveda čim več dogodkov, realnost pa vemo, da je lahko nekoliko drugačna. 9. decembra bo Velenje obiskal dedek Mraz. Tokrat ga bodo sprejeli v Rdeči dvorani, kjer bodo lahko ob upoštevanju trenutno veljavnih ukrepov sprejeli 500 obiskovalcev. Dogodek se bo začel ob 17. Obiskovalce pa bodo do zapolnitve vseh sedežev v dvorano začeli spuščati pol ure prej. Opozarjajo, da je potrebno upoštevanje PCT pogoja, za vse starejše od 6 let pa je v dvorani obvezno tudi nošenje maske. Kot smo v naših oddajah že poročali, Mestna občina Celje namerava med Grajskim in Miklavškim hribom zgraditi 505 metrov dolgo in 200 ton težko visečo brv. Projektu, katerega ocenjena vrednost znaša 3,5 milijona evrov, nasprotujejo v več celjskih civilnih iniciativah, Društvu za našo vas Lopata, v strankah Desus, Levica, Dobra država, Odprto Celje, SAB in Mladem forumu celjskih socialnih demokratov. Odprto Celje in Dobra država sta danes organizirala novinarsko konferenco, kjer so sogovorniki predstavili argumente proti projektu izgradnje visečega mostu med Grajskim in Miklavškim hribom. Seveda vsi Celjani nismo za projekt, ki se mu reče Tibetanska brv, ki poteka od svojega leta 2018, ko je bil predstavljen februarja na seji mestnega sveta, popolnoma netransparentno. Zdaj bomo ugotovili z novim sklicom mestnega sveta v naslednjem letu, da poteka skozi 3 sklice mestnega sveta. Finančno je zadeva zelo vprašljiva, da pa ne govorimo na vpliv na okolje. V Levici so prepričani, da je potrebno na projekt mostu pogledati celostno, dolgoročno, predvsem pa trajnostno. Aspektov je več, pravi Mateja Žvižej, zgodovinsko se naslanja na legendo. Trasa poteka na 2 območjih kulturno-varstvenih spomenikov, objekt naj ne bi bil funkcionalen, saj bo težje dostopen. In pridemo do končno zadnjega aspekta tega projekta, to je pa proračunski, a ne? Projekt je po oceni investicije z idejne zasnove vreden slabih 3,3 milijona. Po izkušnjah so stroški javnih investicij v Celju praviloma nizki, ko se objavijo, torej predvidevamo, da bodo tukaj še narastli. Smo v času korone, 2 leti bo kmalu, če k temu prištejemo še gibanje cen gradbenih materialov, ki se zdajle pospešeno dvigujejo splošno inflacijo, ki je tudi prisotna, bo brv verjetno stala tam nekje po naši oceni 10% letnega proračuna Mestne občine Celje. Ob tem dodaja, da projekt do danes ni zaveden med načrte razvojnih programov. To naj bi se sicer že jutri spremenilo s sprejetjem proračuna za leto 2022. Ta projekt ni v nobenem prostorskem načrtu. Moram reči, da občina Celje že zelo kasni z občinskim prostorskim načrtom. Jaz sem mestna svetnica že 3. mandat in lahko rečem, da je v nastopnem govoru ob potrditvi mestnega sveta vedno moje vprašanje vsako leto, kaj je z občinskim prostorskim načrtom. Druga stvar pa je financiranje. Vse skozi se srečujemo z vprašanjem, kako namerava mestna občina, vkolikor bo ta most zagledal luč sveta, zadevo financirati. Zelo glasne so navedbe, da naj bi se most financiral v javno-zasebnem partnerstvu. Pravi, da načrtu javno-zasebnega partnerstva ne zaupajo, kajti to je po sedaj znanih podatkih vedno šlo v škodo javnih sredstev in taki projekti v svetu z tega vidika niso bili uspešni. Dodaja še, da se vse skozi izpostavlja samo turistični vidik zgodbe, ta pa ni naravnan trajnostno, strateško in na izjemno dediščino, ki jo imamo. Luka Goršek in Martina Strniša bosta kandidata socialnih demokratov v celjskih volilnih okrajih na prihodnjih državnozborskih volitvah, ki bodo konec aprila prihodnje leto. Oba sta bila doslej na političnem parketu aktivna predvsem v Mladem forumu socialnih demokratov.
Socialni demokrati so minuli petek predstavili svoja dva mlada, uspešna in, kot pravijo sami, dovolj izkušena kandidata, ki bosta stranko zastopala na državnozborskih volitvah naslednje leto. Ponovadi smo imeli v Celju predstavitev kandidatov kakšen mesec in pol pred volitvami. Letos je situacija zelo drugačna. Pa ne samo zaradi, bom rekel, splošnega stanja v družbi, ampak predvsem zato, ker se stranka resno pripravlja na naslednje državnozborske volitve. Kot je poudaril Brvar, je glede stanja duha v družbi prepričan, da potrebujemo spremembe, med ljudmi vlada nezadovoljstvo, ki pa ni samo posledica načina vladanja, ampak je to v veliki meri tudi posledica epidemije. Imamo dva kandidata, kandidatko in kandidata. Prva kandidatka, ki kandidira v Celje 1, je kolegica Martina Strniša. Martina je predvsem mama, je vinogradnica, je strokovnjakinja z področja okolja in prostora, je zelo energična ženska in, bom rekel, kandidatka, ki čuti vrednote, ki jih zagovarjamo Socialni demokrati in jih, bom rekel, ne samo čuti, jih tudi živi. Drugi kandidat, ki kandidira v 3. volilnem kraju, pa je Luka Goršek, prav tako Celjan, predsednik Mladega foruma, nekoč je bil predsednik Mladega foruma v Celju, danes je predsednik Mladega foruma na nacionalni ravni, tako da mlad kandidat, zelo perspektiven, v bistvu sta oba dva zelo perspektivna. Luka, bom rekel, se še dodatno politično deluje v Ljubljani, tako da v Celju smo zelo navdušeni nad kandidati, ki jih imamo. Martina Strniša verjame, da se dobro vrača z dobrim, verjame v svobodo in solidarnost in da se s sodelovanjem da rešiti marsikateri problem. Svoj prispevek bi želela ustvariti v politiki, ki bi izviral iz moje osnovne celice, iz družine, ter pa iz pripadnosti in povezanosti s prostorjem in okoljem, ki me spremlja vsakodnevno tako službeno kot zasebno, in si bom zato še posebej prizadevala za spremembe, ki bodo prenesle sprejetje zakona o sanaciji Celjske kotline, izgradnje obvoznice, ki bo razbremenila Celje tranzitnega prometa, za prostorski razvoj Slovenije, s katerim se zagotavlja uravnotežen ter trajnosten razvoj vseh območij države, ter povečanje kakovosti in učinkovitosti vzgoje ter izobraževanja. Luka Goršek je dejal, da so se v zadnjih 2 letih zgodili 2 katastrofi, pandemija in trenutna vlada, ki se je s pandemijo soočala na pavšalen način. Zaslužimo si boljšo prihodnost, je dejal. Sem se, bom odkrit, zelo velikokrat vprašal, zakaj sem se kot mlad človek sploh lotil politike. Enostavno, zaradi tega, ker verjamem, da lahko naredimo nekaj boljšega, predvsem pa nekaj drugačnega. In poudarek je ravno to, na drugačnem. Dajmo narediti nekaj drugačnega in jaz mislim, da mi dva z Martino lahko naredimo nekaj drugačnega in ne samo na lokalni ravni, ampak tudi na nacionalni ravni. Je pa tudi še en drug razlog, zakaj je Mladi forum zbral več kandidatov, da letos oziroma naslednje leto kandidirajo. To je zato, ker nimamo nekega predstavnika na nacionalni ravni politike. Izjemno ponosna na celjsko ekipo je tudi predsednica SD Tanja Fajon, ki je dejala, da bo prvič v zgodovini stranko na državnozborskih volitvah zastopalo več kot 10% mladih. V 9. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Hopsov na domačem parketu premagali Ilirijo. V 2 regionalnih obračunih je po četrtek zanesljivo zmagal v Laškem, Šentjur pa je v domačem Hrušovcu po podaljšku premagal moštvo Rogaške. Sosedski derbi je bil za obe moštvi, ki sta slabše od pričakovanj začeli novo sezono, izjemno pomemben za ohranitev možnosti za morebitno uvrstitev v ligo za prvaka. V obeh klubih so se med tednom obadali s kar nekaj poškodbami. Šentjurčanom so se sredi tedna pridružili novinci Američana Holmes in Ridu ter Rene Grdadolnik. Rogaška je vodila večji del tekme, največ za 15 točk. V zadnjem napadu rednega dela poizkušala kol za zmago doseči prek Armstronga, v zadnjem napadu v podaljšku pa Vujačič ni uspel z metom za 3 točke. Armstrong je bil prva opcija, ampak ne vem, zakaj ni odigral. Imel je prednost, da gre na prodor in da
potem išče naslednji pas, ki je bil dogovorjen, medtem ko sam sem rekel, reč bi imel 2 sekunde do konca ti zadnji napad, ker bi odigral nek special in šutnuli takoj, tako smo probali šutniti kasneje, da ne dovolimo Šentjurju še napad, medtem ko na koncu mislim, da Vujačić je imel vse v svojih rokah, sam mislim, da ga je uničila minutaža, ki je imel na tej tekmi, enostavno noge su mu odpovedale in je pač, da me spodrsnuo po padu. Šentjurčani so zmago z 90-88 prekinili serijo 12 zaporednih porazov proti Rogaški na domačem parketu. Moštvo, ki ga vodi Damjan Novaković, so doma na zadnje premagali pred 6 leti in pol. To, kar ste rekli, da jaz osebno nisem bil pod pritiskom, ampak ekipa je bila pod pritiskom. To je bil prvi segment tega problema. Drugi problem je bil pa, da v tem tednu smo se soočali z enimi 3 poškodbami, Džapa, Držić in Tomažič. Prišla sta 2 nova igralca, niti enega treninga nismo naredili kompletni, neuigranost, kar se vidi posebej pri playmakerju, ki je prišel z Amerike, v katerega verjamem, da bo presenečenje lige. Holmes še ni pravi, ker zadnji 3 tedne ni treniral, tako da se je videla in živčnost in neuigranost. To pa je naredilo dodatno zmedo in pritisk v ekipi. Sem ste videli, da ekipa oziroma tekma je bila polna nekih oscilacij, prebliskov, individualne igre, kar za mene ni glih normalno, ampak na koncu je srečno išlo in upam, da smo to karmo prebili, pa da bo Šentjur zmagoval zdaj tu v tej dvorani proti Rogaški. Ja, vodili smo večji del tekme, imeli pod kontrolo, dogaja se nam skoraj vedno isto, to je ena 3. ali 4. tekma, ki smo jo izgubili za točko ali 2. Enostavno ni dovolj igralcev, v stanju kakšnem sta Primorac in Šikanić nista za nikamor, kaj šele na igrišče. Medtem ko bekov tako drugače nimamo dovolj in poškodba Terija, ki se je polovrnil nekako v teren, ampak enostavno nismo zdržali, rabili definitivno kako menjavo še na bekovski poziciji, ker je Bratošut izgubil na koncu in kontrolu in verjetno sapo. Napeta tekma, rad bi določene situacije pogledal v miru doma, čeprav tisti, ki so bili tu, trdijo, da ne delajo napake, jaz bom pa pogledal svoje, pa tudi njihove. Ob številnih menjavah v igralskem kadru je jasno, da šentjursko moštvo, kar se tiče uigranosti, še ni na pričakovani ravni. Sosedski derbi proti Rogaški je po mnenju trenerja Boštjana Kuharja, ki na klopi Šentjurja še ni izgubil, odločil predvsem voljni moment njegovega moštva. Definitivno srčnost igralcev, neuigrani smo, ampak danes obramba je uigranost in pa voljni moment. Jaz mislim, da voljni moment je bil, neuigranosti je bilo veliko. Kar se tiče teh zadnjih napadov, mislim, da je mogoče tudi to, da so neki novi igralci prišli, ki so manj obremenjeni s vsem skupaj in da smo prevesili. Videli se pa, da razlika se naredila, ko je bil noter mali playmaker iz Amerike, The Quincy, in ko je bil Džapa not, ki pa je gležen iz grdo zvino proti Slovanu. Poskusil sem z njim, videl sem, da ne gre za to, pa tudi ni igral. Takrat se razlika delala, ko je šel ven, definitivno Džapa bo svoje dal, ampak na tej tekmi enostavno ni mogel biti pravi in vem, da bo vse to vrnil 2-krat. Rogaška ima na polovici prvega dela državnega prvenstva le 2 zmagi. Že jutri pa je v 10. krogu čaka gostovanje pri kranjskem Triglavu. Objektivno je to, da kakorkoli mi rabimo vsaj enega igralca še in na tem bomo delali, igrali bomo tekmo po tekmu in pač po 8 letih verjetno končali v ligi za obstanek, ker bomo pač imeli svoje ambicije in probali v play-offu nekaj več narediti. Ampak govorimo o stvareh, ki se bodo dogajali čez 4-5 mesecev, tako da je prezgodaj v tem. Šentjurčani bodo jutri v povratni pokalni tekmi gostili moštvo Slovana. V soboto pa jih v njihovi dvorani čaka še en sosedski obračun, saj bo v Hruševcu gostoval Podčetrtek. V bistvu je za nas vsaka tekma lovljenje stika, vsaka tekma je odločilna, tudi to je bil eden od momentov danes, da je bila ta tekma živčna. V enem tednu jaz mislim, da bomo neko igranost naredili, končno imam 10 igralcev na treningu, odkar sem tu še se ni zgodilo, pomagamo si z mladinci, se pravi neuigranost še večja. Jaz upam, da bomo v tem tednu tekmo za Slovanom uporabili tudi za neko kot trening tekmo, tudi za uigranost in da smo do sobote bolj pravi. Doma Hruševec je bil vedno neugodna ekipa za vsakega in tako kot ste rekli, če nam to uspe, potem smo zraven. Obe tekmi iz Šentjurja si boste lahko v tem tednu v neposrednem prenosu ogledali tudi na Facebook profilu naše televizije.
Jutri bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah do -11, ob morju okoli 2. Najvišje dnevne od -1 do 5, ob morju do 9 stopinj Celzija. V sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile in razširile nad vso državo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo. V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bodo še rahle padavine. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost. Bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.